Leto se zaključuje, ne? In za tabo je tako zelo, zelo zanimivo leto. Kako bi ga ti povzela? Kaj bi rekla? Mislim, da je bilo to najboljše in najslabše leto v mojem življenju. Oboje. Mislim, daleč najboljše, pa hkrati se je ene par takih stvari zgodilo, ki se jih nikoli prejšnja leta ni, tako da, ja, kar stresno leto. Ne boš nič več povedala. Mislim, ne vem, valjda Eurovizija je bil tako highlight in potem sem imela glavno vlogo v operi, to mi je bilo tudi tako, recimo, res, da si bom zapomnila za celo svojo kariero, mislim, da tudi te predstave, recimo. Hkrati sem pa potem imela neke zdravstvene težave, itak vsi taki veliki dogodki prinesejo tudi en kup nekih stresorjev, ampak tako mislim, da se še nobeno leto nisem toliko naučila o sebi in o glasbi in o industriji in tako kot letos. Skoraj si mi odgovorila že na ful ostalih naslednjih vprašanj. No, ampak kaj si boš v bistvu še res, omenila si Eurovizijo, ampak kaj si boš še najbolj zapomnila iz tega leta? Kaj da je najbolj zaznamoval tudi? Sigurno Eurovizija. To, da pač je nekako res sem prvič dosegla publiko tudi izven Slovenije. Se mi nek tak okenček odprl, da lahko zdaj nekako se začnem ven iz tukaj nekako prehajati ven iz tega okvirčka slovenskega. Ampak je pa tako, pač Eurovizija je super priložnost, ful ti odpre en kup enih vrat, ampak ti moraš pol tudi iti čez ta vrata in kaj prinesti in pokazati potem še naprej. Tako da najbolj sem mogoče tako hvaležna za to, da sem spoznala veliko enih ljudi, nekih glasbenikov, umetnikov na splošno, pač iz različnih področij, s katerimi lahko zdaj še naprej tudi sodelujem, pa razvijam svojo glasbo še naprej. Tako da mislim, da to je ena taka stvar, po kateri si bom najbolj zapomnila, po ljudeh, ki sem jih na tej poti spoznala. No, rekla si, da je treba stopiti celo čez ta vrata, a ne? Koliko se ti zdi, da si ti v resnici stopila čez ta vrata? Koliko si izkoristila? Ja, sem izkoristila, sigurno bi zdaj se drugače lotila vsega tega skupaj, čist zato, ker vedela sem takrat, ko sem kadar sem se prijavila na EMO, sem vedela, da moram razmišljati o tem, kaj bom delala na Euroviziji, ne to, kaj bom delala na EMI. Ampak nisem pa razmišljala, da moram jaz razmišljati, ko grem na Eurovizijo, kaj bom delala po Euroviziji. In tudi toliko enega dela in sploh kot pač Slovenija, kot neka, ko smo bili dosti majhna delegacija, kot ste bili 15-16, kar je v bistvu za slovensko delegacijo veliko, je toliko v bistvu tudi na artistu, še vedno nekih stvari, ki jih mora narediti. Ogromno enega dela je, ne samo za tem nastopom, ampak za planiranjem vseh stvari okrog, ki se dogajajo. S tem, da še vedno delaš svojo glasbo, da nisi tako, ko prideš dol iz Eurovizijskega odra, nimam vam kaj za pokazati, da sem sigurno izkoristila, odpirajo se mi pač neke nove smeri in zelo trdo delam na temu, ampak nikoli pa ni, da bi zdaj rekla, največ sem izkoristila, kakor sem lahko, sigurno bi lahko še iz kakšnih drugih smeri, ampak sem pa v tistem času, ko se mi neke priložnosti pokazale, sem pač jih izrabila, kakor sem jih takrat najbolj znala. No in ta tvoja evrovizijska družina, ne, te je vklicala mama. Še pesem imaš s tem naslovom, zakaj mama? Ja, v bistvu to je bila kar neka taka mal interna, če bi rekla interna, nek tak slang teh eurovizijskih fanov je, da vsakeč, ko so me videli in ko so videli mene s temi mojimi plesalci, ki so bili pač že med samim nastopom, so bili tako neka taka bitja zraven mene, da sem jaz mother and they're my children. In potem so kar sebe pomenovali tudi kot children in mislim, da je to ta LGBTQ skupnost, nek tak njihov slang. In jaz sem še mislim, res dolgujem veliko zelo sem hvaležna za podporo te skupnosti in temu primerno sem potem tudi napisala komad naslovom Mama. In ga tudi v bistvu predstavlja imaš zanimivo sodelovanje na tem komadu in tudi predstavlja si ga na zanimivem prostoru, če temu tako rečemo, ne, na Paradi ponosa v Beogradu, ki načeloma ne velja za najbolj
odprto državo, pač mesto. Ne? Ja, ja, Beograd je zdaj kar nekako postal eno tako mesto, ki ga velikokrat obiščam. Nekako sem se z nekimi glasbeniki tam povezala. In kljub temu, da ja, mogoče Beograd res ne velja za najbolj odprto mesto, kar se tiče tega, mislim, pač ta izkušnja tega Pridea v Beogradu in konec koncev tudi v Zagrebu, ker sem tudi pela in v Ljubljani je bila za mene tako, no, tam sem res čutila to ljubezen in podporo, ne glede na to, kako mogoče drugače to mesto deluje. Jaz sem se vedno tam ful počutila varno, ful sprejeto, mislim, da ljudje so pa še vedno veliko bolj odprti, kar se tiče tako žanrov glasbe in kar se tiče glasbe, kot pa mogoče pri nas. No. No in v bistvu zaključuješ ne samo Evrovizijsko leto, ampak tudi v bistvu 10. obletnico kariere. Kako gledaš na to desetletje nazaj? Ne? Si končala, si izobražena, ustvarjaš svojo glasbo, ki si jo ti želiš, ampak zdaj se zdi, da je tako vse bolj glasba za TikTok. Ne? Kako ti v bistvu gledaš na teh 10 let? Čisto mi je čuden, da je to že 10 let, od tega stara sem 28 let, se pravi pri 18 sem prvi komad izdala, toliko mlada še zares in sem ful se iskala in pač res rasla, odraščala skozi pač to glasbo, tako da mi je ful zanimiv, ker mislim, da veliko ljudi sploh se ne zaveda, kako sem bila res mlada, ko sem pač izdala Jadra, moj prvi komad. Ampak mislim, da sem letos tudi zaradi Evrovizije bila prisiljena še pospešeno nekako se razvijati v čistko v glasbenem smislu in mislim, da sem zdaj res nekako našla, ne bi rekla zdaj nek končni cilj, pa kdo sem jaz, kaj sem, ampak vsaj to neko smer, mislim, da mi je ful bolj jasno začrtana, kaj hočem in kako se želim izražati. Tako, no. No in leto zaključuješ Sirenami 2. Prav tukaj v Kinu Šiška. Ne? Povej nam kaj več o teh Sirenah 2. Ja, v bistvu tako. Sirene 2 sicer je bilo v začetku planirano, da bom dokončala cel album do tukaj, ampak ne bom. Je sicer prvi komad iz Siren, drugi del plate, že zunaj, se pravi Mama. Ostali komadi bodo prišli ven tekom naslednjega leta. Ja, je pa pač Sirene, prvi del so išle februarja, kjer je prvih 5 pesmi z zgodbami o teh močnih ženskah, en izmed njih tudi Veronika. Drugi del pa bodo nekako, luč sveta bodo drugi del Siren ugledale tam nekje v prvi polovici naslednjega leta. No, ampak te pa čaka koncert, ja. Ne, tukaj v Kinu Šiška. Povej nam več o tem koncertu. Ja, koncert je pa sigurno zame eden izmed najpomembnejših do zdaj, zato ker bom stala na odru tudi z malo drugačno zasedbo, ki mislim, da ima nekako največji smisel za glasbo, ki jo trenutno ustvarjam. Rada bi naredila nek tak spektakel, bi lahko rekla, ampak bolj zvočni. Rada bi, da se nekako prepleta ta filmska orkestralna glasba, ki mi je bila vedno blizu, z elektronskim zvokom in mislim, da bomo to zasedbo, s katero bom na odru tudi dosegla. Tako da iz tega vidika bo nekaj posebenega za mene, ker bo mogoče zvok malo drugačen, kot so ga do zdaj bili vajeni moji poslušalci.